Pozdravljeni. Imeti navdušenca za lastnika ekipe Formule 1 je nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi v svetu motošporta. Zakaj? Pa kot običajno v naslednjih minutah. Na prvi pogled se lahko marsikateremu navdušencu izjava zdi nekoliko protislovna. Če imamo za lastnika ekipe nekoga, ki živi za Formulo 1, a ne bo le-ta naredil vse, da bi v tem športu uspel. Če se malce ozremo po ekipah, ki so na štartnem razporedu, bomo videli, da mnoge so v lasti koncernov. Tudi, na primer, investicijski skladi so videli potencial investirati v ta šport in imamo v resnici izjemno malo posameznikov prav tam na vrhu. In danes si bomo ogledali dva primera, ki nam kažeta na to, da kljub temu, da nekdo lahko je strasten navdušenec Formule 1, če nima one prave vizije, če nima znanja, je lahko škodljiv. Tako kot povprečen navdušenec, ki od doma kritizira in pravi svoje mnenje, čeprav nima tistega osnovnega znanja, ki bi mu lahko pomagala pri boljšem razumevanju. Ampak tu je treba povedati, da mi od doma nimamo nobenega vpliva. Zato smo tudi doma. Oni, ki imajo funkcije, pa bi morali imeti določeno znanje. In prvi primer, ki bi ga rad tu poudaril, je Lawrence Stroll. Alfa in omega pri Aston Martinu. Pravzaprav se je on izmislil, da se bo ekipa Formule 1 iz Silverstona tako imenovala. Prej so bili Racing Point in predtem so seveda zamenjali ime skorajda neštetokrat. Ampak gre za ekipo, ki jo je ustanovil Eddie Jordan, da ne bo pomote. A poglejmo si, v kakšnem stanju je Aston Martin danes. Seveda, po začetku letošnje sezone je enostavno biti kritičen, ampak poglejmo si, kaj so obetali. Seveda, Aston Martin je že kot ime izjemno zveneča zadeva. Dodajmo prihod Adriana Neweyja in seveda ne smemo pozabiti na ekskluzivno dobavo pogonskih sklopov strani Honde. In že v mislih marsikaterega navdušenca vidimo, kako bi ta recept moral zagotoviti uspeh. Aston Martin, Adrian Newey, Honda, dodajmo še Fernanda Alonsa in malo da ne bi pri tej britanski ekipi morali biti svetovni prvaki, še preden se je odvila prva dirka. Ampak Lawrence Stroll je izjemno zahteven lastnik. O tem ni najmanjšega dvoma. Ampak nima onega pravega potrpljenja. In videlo se je, koliko rošat mu je uspelo napraviti v sorazmerno kratkem času. A res s svojim denarjem je v ekipo privabil marsikateri zanimiv kader, ampak enostavno jim ni dal časa, da bi dokazali svoje sposobnosti. In zanimivo je, kako je na primer Andy Cowell kar naenkrat iz tistega pravega šefa ekipe postal nekdo v pisarni za odstrel, ko so se
pojavile težave s Hondo, je bil pa prav on tisti, ki bi lahko nekako pomagal premostiti to krizo. Zakaj se s tem niso ukvarjali, ko je bil čas za to, meni osebno ni jasno. Ampak nekdo, ki je vodil motoriste v Brixwordu pri Mercedesu, bi po mojem moral že prej bdeti nad delom oziroma nedelom Honde. In podobno bi lahko razglabljali naprej. Vsekakor pri ekipi Aston Martin se vidi velika strast, ampak tudi ogromno pomanjkanje onega pravega znanja, onega pravega razumevanja Formule 1. In to, vsaj po mojem, je recept za neuspeh. Nažalost, podobno zgodbo vidimo pri Ferrariju, kjer je John Elkann nekdo, ki v resnici ga ne zanima prav nič v vezi z avtomobilizmom. Ferrari je podedoval in v medijih se kaže kot navdušenec, verjetno zato, ker se mora. Ampak videli smo, kakšno je njegovo znanje že v tistem zadnjem pismu delničarjem, kjer je hvalil ekipo iz Enduransa in grajal Scuderijo. Scuderijo je grajal, ker ni bilo uspehov. Ekipo iz Enduransa je hvalil, ker so dosegli po njegovem nekaj, kar ni bilo za pričakovati, ampak treba je biti kot ponavadi natančni. Pri Enduransu gledamo ekipo, ki jo upravlja AF Corse, same prototipe pa izdeluje Dallara, seveda po načrtih Ferrarija, ampak gre za množično opiranje na podizvajalce. Da v Scuderiji ni vse v najlepšem redu, je krivda tudi samega Johna Elkanna. Namreč on je v Ferrari dobesedno pripeljal Lewisa Hamiltona kot nekoga, ki bo s svojim znanjem nekako nadoknadil tisti zaostanek, ki ga ima sama šasija. Kot da je to v resnici mogoče. Ne vem, mnogi navdušenci so mnenja, da je Lewis Hamilton nekatere izmed svojih naslovov svetovnega prvaka dosegel enostavno zato, ker je imel toliko boljši bolid. In verjetno v marsikaterem pogledu imajo tudi prav. Nekateri sicer trdijo, da z tistim bolidom bi lahko zmagal vsakdo, ampak sam sem prepričan, da meni kaj takega ne bi uspelo in tudi za vas tam nisem prepričan. Ampak to ni važno. Imeti najboljši bolid je ena izmed tistih točk, ki veljajo v Formuli 1 od začetka pa do današnjih dni. Redko kdaj se je zgodilo, da je svetovni prvak postal tisti, ki ni imel najboljšega bolida v dani sezoni. Ampak nekako skušati nadoknaditi zaostanek na tehnični ravni praktično z talentom nekega voznika je nekaj, kar je malokrat uspelo. In to je točka, ki kaže na nepoznavanje, na neznanje Johna Elkanna. In bodimo iskreni. Ferrari je svoje najboljše sezone imel v tako imenovanem obdobju Michaela Schumacherja. In tu je treba poudariti, da prav takrat smo videli nekaj zanimivega. Ferrari je začel zmagovati v trenutku, ko je prenehal biti Ferrari, ko je opustil V12. Ni bilo pravila, bila je njihova prostovoljna izbira. Ko so v svoje jedro vključili tehnike od zunaj, ko so kupovali na tržišču, ko so privabljali pomemben kader. Poglejmo si danes. Imamo situacijo, ki je zanimiva. Imamo Red Bull, ki dobesedno razpada. Vsi pomembni tehniki in inženirji odhajajo. Ampak
koliko jih je prišlo v skuderijo Ferrari? Verjetno vsakdo izmed nas ima težave našteti dve, ne bom dejal 3 imena. In to je nekaj, kar nam kaže situacijo, ki je lahko kritična. Imamo ekipe, kot je Williams, ki so v lasti investicijskega sklada. Daleč od tega, da bi bil Williams na tistem nivoju, ki smo ga videli na začetku 90-ih let, ampak po drugi strani vidi se vzpon, kljub seveda velikim težavam, in verjetno so na pravi poti. Podobna situacija pri McLarenu. Koliko let je potreboval Zac Brown, da je iz ekipe, ki je imela resne težave, napravil strukturo, ki deluje. Kadre je jemal, kjerkoli so bili na razpolago, ampak dal jim je čas, da so se vključili, da so napravili razliko. Seveda tudi pri McLarenu bi lahko dejali, da smo videli nekaj napak, ampak pot je zagotovo tista prava. Imamo podobno zgodbo, na primer pri Audiju, kjer bo pa zanimivo videti, ali bo vpliv Matije Binota tisti zopet škodljivi element. Prav Matija Binotto je bil eden izmed glavnih vzrokov, zakaj pri Ferrariju v prejšnjih sezonah nismo videli onega, kar bi lahko pričakovali. Sedaj je na vrsto, na primer, prišel Frédéric Vasseur, ki pa je malce premalo odločen in ne zna privabiti onih pravih profilov. In tudi to je nekaj, kar bi moral lastnik videti in razumeti. Ampak seveda tu moramo poudariti nekaj, da gre za moje videnje, moje mnenje, kar še ne pomeni, da je seveda ta teorija prava, ampak vseeno lastnik je tisti, ki ima zadnjo besedo, in če on ne razume Formule 1, lahko sprejme čisto napačne odločitve. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.